Sem za legalizacijo konoplje, zaradi tega, ker ta plemeniti cvet ne boljša samo svet, ampak tudi zagotavlja varnost ljudem in perspektivo tele deželi, ki bi lahko postala s pridelavo konoplje samooskrbna v mnogih smislih. Za legalizacijo konoplje. Podpiram legalizacijo konoplje v zdravilne namene. Tudi sam sem se nekaj časa preventivno zdravil. Poleg tega pa poznam veliko ljudi, ki se s tem zdravi, tudi nekateri zdravniki se poslužujejo tega. Tako da mislim, da na tem shodu bo jasno povedano, da mora priti do legalizacije enkrat za vselej. In da s tem pomagamo ljudem, ki so pač bolni. Ko se je začelo govorjenje o tem, da je konoplja v resnici nekaj čisto drugega, kot sem jaz pravzaprav skozi celo življenje mislila. Sem našpičila ušesa, tako kot večina, in moram reči, da sem doslej kar veliko na to temo prebrala, kar me zelo zanima. Lahko jo jemlješ, to je seveda zdaj hec, a ne, kot kurbo, za katero se je v stara lica izkazala, da je v resnici svetnica. Ne bodimo bolj papeški od papeža, podpiram legalizacijo konoplje. Absolutno sem pa za legalizacijo konoplje in mislim, da eni ljudje, ki so v državnih službah, zelo dobro živijo od konoplje na ta način, da jo prepovedujejo, se stankujejo milijardokrat, delajo ekspertize in ne vem kaj, in skratka se opajajo od te konoplje. Ravno tako kot je konoplja prepovedana, bi bilo lahko prepovedano milijardo stvari pri nas na svetu. Glede na to, da je konoplja že marsikje v prosti prodaji, mislim, da je brez veze, da se držimo kapljanc plotanih starih načel. Tisti, ki si konopljo zaželijo, bo dobil pa še to je, da je prepovedan sadež, je včasih še najslajši. Sem vesel, da lahko svoj glas dam, ker se mi zdi, da stvar kot je konoplja bi morala biti legalna. Predvsem pa se mi zdi, da so take akcije prave za to, da se stvari premikajo naprej. Glede na to, da se piše leto 2016, verjamem, da je prav, da se preneha sprenevedanje vseh, ki so vpleteni v zgodbo legalizacije konopelj, takih in drugačnih, in da se te stvari pravno regulirajo na primeren način in da se ukvarjamo raje s stvarmi, ki so za naše skupno bivanje dosti bolj usodne. Absolutno sem za legalizacijo. Skrajni čas je, da ta retardirana država končno legalizira konopljo. Če si bom jaz zaželela na svojem vrtu posaditi konopljo, jo bom posadila. Pa ne glede na to, koliko jo bom posadila, nikogar ne briga, s kakšnim namenom jo bom sadila, kaj bom z njo počela, nikogar ne briga. Pa še to, najhujša droga, najbolj razširjena in najbolj smrtonosna ni konoplja, ampak denar. V Sloveniji bo težko govoriti o legalizaciji konoplje zaradi tega, ker tisti, ki o tem odločajo, se v glavnem pasejo po navadni travi, na katero spustijo vsake toliko časa nekaj blata in v 25 letih se je tega kar nekaj nabralo. Lahko bi odločalo tako imenovani guani. Zdi se mi pa seveda, da bi bilo to nujno, če uporabim to besedo, legalizirati. Še zmeraj mislim, da ta konoplja se skrb ni prav nič posebnega. Meni se tako bolj zdi, da bi kakšen timjan potegnil. Če se ta država tako rada zgleduje po zahodu, po tujini, se mi zdi, da bi se lahko tukaj absolutno zgledovala in to kar na hitro in temeljito uredila. Ja, jaz sem absolutno za legalizacijo na vseh področjih, kar se konoplje tiče. Se mi zdi zelo koristna rastlina. Ljudje bi sigurno morali imeti možnost izbire, s čim se bojo zdravili, kako se bojo zdravili, in je nedopustno, da so pač določene korporacije, te farmacevtske, ki preprečujejo ljudem, da bi prišli do najboljših zdravil. Dragi gledalci, drage gledalke, vsi, ki nas spremljate prek digitalnih kanalov, rado jaz vabil na Kongresni trg, kjer bo bil v bistvu shod vseh ljubiteljev, aktivistov, vsi, ki vas zanima konoplja in tematika na to, da se pridružite. Ob 3 štarta uradni program, ob 9 zvečer sva pa skupaj z Nipketom, tudi malo na mikrofonu, da bo malo zarepala in vas malo zanimirala. Tako da konoplji in cvet, gremo v lepši svet.
Živjo, moje ime je Stefanijo. Za vse tiste, ki ste še vedno skeptični glede zdravilnega učinka konoplje, pridite se prepričati, da je konoplja res nekaj najboljšega, nekaj najbolj zdravilnega, in sicer na shod za konoplo. Pridite tam tudi jaz in lahko povem še to, da sem s pomočjo konoplje premagal rak. Zdravo, sem Gaj Trček, bivši smučarski skakalec, trenutno sem trener smučarskih skokov. Zaključil sem fakulteto za šport, ukvarjam se z glasbo, med drugim pa se spopadam z eno boleznijo oziroma sindromom, ki se mu reče Tourette sindrom. Konoplja, vsi vemo, vsi jo poznamo, nekateri so za, nekateri proti, jaz sem za, ker vem, zakaj se gre. Podpiram legalizacijo, zaradi tega, ker nekaterim ljudem to zelo pomaga. Pametno je ljudi izobražiti, pametno je nasploh vlagati v ljudi in jim potem tudi, se pravi, dobro vzgojiti, jih dobro naučiti, jih dobro zintelektualizirati. Ne more nam biti problem, če smo mi zreli, če smo mi pametni, če smo mi center vesolja. Ne more biti to problem. V imenu Očeta Svetega Duha. Amen. Živjo, jaz sem Tanja. Rada bi vas povabila na shod za konoplo. 1.6. v Zvezda parku se bomo zbrali ljubitelji in poznavalci konoplje, ki smo za vas pripravili zelo pester program. Ker so tukaj taki časi, da se spremembe obetajo tudi na področju konoplje, na našemu informacijskemu sejmu enostavno ne morete manjkati. Tako da pridite nas pogledat, do takrat si pa zapomnite, konopljin cvet za boljši svet. Če vas pa naš program bolj podrobno zanima, potem pa hitro za računalnike povtipkajte tole. Čau, čau!